V zadnjem letu so nas pretresli nasilni dogodki med mladimi šolarji. Spomnimo se celjskega primera, pa ob koncu lanskega šolskega leta primera nasilja v osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice. Je medvrstniškega nasilja več ali so samo zgodbe o nasilju med mladimi šolarji bolj odmevne? Večno vprašanje, kako preprečiti medvrstniško nasilje? Kakšna je tukaj vloga staršev, šole, učiteljev? Kako preprečiti, da bo moj otrok postal žrtev medvrstniškega nasilja in kako preprečiti, da bo postal nasilnež? In kako naprej, če ugotovimo, da je otrok žrtev? Vprašanje je ogromno, nanje pa bo odgovarjala forenzična psihologinja z Centra za duševno zdravje NIJZ, Nuša Crnkovič. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, po občutku bi rekla, da je medvrstniškega nasilja vedno več, ali to tudi drži? Za začetek, preden odgovorim na to vprašanje, bi najprej dala neko tako ozadje oziroma neko pomembno razločitev, ki mislim, da se prevečkrat meša, pa je zelo pomembno v tej diskusiji, da ločimo. Obstaja razlika med medvrstniškim nasiljem pa med mladoletnimi kaznivimi dejanji, se pravi kaznivimi dejanji, ki jih zagrešijo mladoletne osebe. In to so tudi potem različni podatki, s katerimi operiramo. In recimo policija bo imela evidence, bo imela podatke, koliko je mladoletnih oseb je storila kaznivo dejanje. Tudi pri teh kaznivih dejanjih, čeprav se kaže, da je v letu 2023 prišlo ponovno do povišanja tovrstnih vedenj med mladoletnimi osebami, moramo vedeti, da je tukaj tudi pomemben kontekst epidemije, da je bilo prejšnja leta zaprto, pa ni bilo toliko stikov, se veste, vsi ukrepi, ki so bili in ki so omejili te interakcije. Na drugi strani imamo pa medvrstniško nasilje. Se pravi, medvrstniško nasilje je pa pri nas v Sloveniji redno se spremlja z raziskavo z naslovom Zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju. To je mednarodna raziskava, ki jo tudi v Sloveniji izvajamo. In v sklopu te raziskave se gleda tri področja medvrstniškega, oziroma se gleda tri področja. Eno je sodelovanje pri trpinčenju, oziroma lepo slovensko bullyingu, drugo je pretepanje in tretje je viktimizacija, oziroma koliko mladoletnih oseb je žrtev tovrstnega medvrstniškega nasilja oziroma trpinčenja. In gledali so za 4 starostne skupine, se pravi mladoletnike oziroma otroke in adolescente starih 11 let, 13 let, 15 let in 17 let. In zdaj rezultati so za leto 2022, za 2023 še niso bili objavljeni, tako da tudi to imajte v mislih, da je spet ta kontekst, ki sem ga že prej omenila, se pravi epidemija, zaprtje, kar pomeni, da je bilo tudi manj tega kontakta v živo, kar se pa tudi kaže nekako v podatkih. In če dam čist primer, recimo pač pretepanja je bilo manj v vseh starostnih skupinah med fanti in pa med 11-letnimi puncami. Na drugi strani imamo pa povišanje recimo spletnega trpinčenja. Ampak ne smemo, ni pa to vse. Moramo pa tudi povedati, da je prišlo tudi do porasta do trpinčenja, se pravi sodelovanje pri trpinčenju vsaj 2-krat na mesec, v preteklih mesecih tudi v živo, se pravi v šolski interakciji v letu 2022, takrat je bilo tudi konec teh omejitev in to predvsem med 13-letniki in 15-letniki pri fantih in pri puncih. Se pravi, niso samo fantje zdaj te, ki se izkazuje to nasilno vedenje. Medtem ko pri pretepanju je pa zanimiv podatek, pa mogoče malo tudi več o tem kasneje govorili, da je najvišja stopnja pretepanja oziroma da so se vsaj 3-krat v zadnjih 12 mesecih pretepali, je največ navajalo 11-letnikov in sicer 11-letnih fantov. Medtem ko potem s starostjo postopno to pada in tudi podobno je recimo pri
pri tako žrtve trpinčenja, se pravi, najstarejši kot si manj je poročene, da so tudi žrtve potem teh raznih oblik nasilja, tako online kot v šoli. Omenili ste, da je eno fizično nasilje, pa je psihično nasilje, pa je v bistvu pa spletno nasilje, ampak kakšne sploh oblike vse nasilja medvrstniškega poznamo in v bistvu kako ga sploh opredeljujemo, ne? A je vsako ruvanje med otroci ali pa prepir, pretep, a je to že medvrstniško nasilje ali morajo biti zraven še drugi dejavniki vključeni, da lahko sploh opredelimo kot nasilje? Medvrstniško nasilje ali lepo po slovensko bullying mora imeti 3 komponente. Prva komponenta je, da je namera, da se povzroči škoda, bodisi ali bolečina žrtvi. Druga je, da je to ponavljajoče. In tretja je, da mora biti neenakost v moči, se pravi, to razmerje v moči mora biti različno. Zdaj, načeloma lahko govorimo o bullyingu tudi, če gre za enkraten dogodek, ampak če ima res hujše posledice, ne? Se pravi, primer, otrok doživi tako močen fizičen napad, da potrebuje intenzivno oskrbo v bolnišnici. Primer. Ne? Sicer je pa za medvrstniško nasilje so te 3 komponente, se pravi, nerazmerje v moči, namera, da povzroči bolečino in ponavljanje. Zdaj, poznamo te vrste, ki ste jih že naštela, se pravi fizično, to je od brcanja, udarjanja, porivanja, ruvanja, pa psihično oziroma verbalno, kjer gre za zbadanje, za žaljenje, za grožnje, recimo tudi s fizičnim nasiljem, pa dodeljevanje žaljivih vzdevkov. In potem imamo socialno oziroma odnosno nasilje, to je bolj tak sofisticirano v narekovajih način nasilja, kjer se gre pa za neko običajno socialno izključevanje, se pravi, da se ga izključi iz neke družbe, da se ga ne vključuje v neke aktivnosti, širjenje govoric, da se mu aktivno ne prepreči, da bi sodeloval pri nečem. To je taka tipična oblika, oziroma bolj reprezentativna, oziroma bolj pogosta med puncem kot fanti. Čeprav starostjo ta vedno bolj v spredje prihaja, fizično pa vedno bolj v zadje. In potem imamo tudi spolno nasilje, seveda. Zdaj, spolno nasilje vključuje od nekega potiskanja, otipavanja do nekih komentarjev s spolno vsebino, izsiljevanja, pa tudi do recimo nekega namigovanja na spolni odnos ali pa neke intimne odnose. Potem imamo pa seveda še spletno nasilje, kot smo že omenili, tukaj pa gre pravzaprav, da preko spletnih kanalov, zato najpogosteje so neka to družbena omrežja danes, se širi govorice, piše nespoštljive, nesramne komentarje, žaljive komentarje, deljenje slik, zbadanje, napadanje, objavljanje na zidu te osebe, neprijetne, nesramne, žaljive komentarje. In tukaj moramo pa tudi vedeti, da spletno nasilje ima tudi svoje drugačne razsežnosti kot to klasično medvrstniško nasilje v živo, če tako rečem. Ker, kakor smo opredelili, da je medvrstniško nasilje to klasično, v živo, potrebata neko nerazmerje moči. Na spletu tega ni potrebno, ker te brani anonimnost v narekovaju. Tako da se tukaj pol že malo profil spremeni, hkrati pa moramo vedeti, da ima lahko včasih spletno nasilje enako ali hujše posledice kot klasično medvrstniško nasilje, če govorimo o nekih teh blažjih oblikah, seveda. Ker tam moramo na spletu mašti tudi
neomejeno količino ljudi, ki to opazujejo, ki to spremljajo, ki po možnosti sodelujejo. Plus to, da, kakor pravijo, internet ničesa ne pozabi. Enkrat, ko je to tam zunaj, to tam ostane. Ti že se braniš, ne? Ja, sploh, če imaš še celo hordo nekih anonimnih trolov, ki se zgrinejo na te. Kdaj se pa sploh začne to medvrstniško nasilje? A v vrtcu lahko že opredelimo, da je en otrok nasilen, tako, da opredelimo kot medvrstniško nasilje? Težje na ta način, pa bom šla mogoče bolj skozi te razvojna obdobja, postopno, da boste videli, kaj s tem mislim. Vsi tisti, ki imate otroke, starejše od 2-3 let, poznate obdobje trme, metanja v tla, besede nesodelovanja in tudi neke te agresivnosti v smislu grobe igre, v smislu neke metanja v tla igrač in podobno. To je za obdobje malčka, se pravi od 1 do 2 let, normativno moteče vedenje, ki doseže nekak svoj vrhunec tam pri 2 letih in potem do nekega 3. leta to postopno začne upadati. Tukaj gre predvsem običajno kot, oni še nimajo zares veščin, znanj, kako s frustracijami, kako se umeščati v svojo okolico. In pač potem, s tem, ko se pa razvijamo, ko rastemo, pa postopno to razvijemo. In pol, recimo v zgodnjem otroštvu, 3 do 5 let, imaš potem ta agresija običajno nima teh karakteristik medvrstniškega nasilja, v smislu, če se spomnite definicije na začetku, želja potem, da zadaneš neko škodo drugi osebi, ni s tem namenom, ampak je bolj iz instrumentalnega vidika. Torej, da s tem nekaj pridobijo, običajno je to kakšna igrača ali pa pozornost. Zapravo to ni spet, ker se niti ne zavedajo običajno pri 3-4 letih, kakšno škodo so dejansko drugi osebi zadali. Tako da to je pol nekaj, ki postopno tudi otrok razvije to čustveno empatijo, se pravi, da razume, kako se druga oseba počuti, da se zna njegove čevlje postaviti, če tako rečem, in pa kognitivno empatijo, se pravi, to čist miselno razumevanje, če ga bom udaril, bo to njega fizično bolelo. In potem v srednjem otroštvu, se pravi, tam 6-7 let, ko otrok postopi tudi v neko to šolsko okolje, ko tudi ti medosebni odnosi, ti socialni odnosi postanejo bolj kompleksni, takrat se pa to postopno začne in prevladuje predvsem ta direktna konfrontacija, bolj v smislu fizično nasilje, verbalno nasilje. In to je tudi na začetku, ko sem rekla, da lahko razumemo, zakaj je ta prevalenca oziroma stopnja razširjenosti nasilja pri mlajših otrocih večja v smislu nekih teh direktnih konfrontacij kot pri starejših. Ker tudi mlajši jim tudi manjka še vedno določenih strategij, ker tukaj moramo videti 11 pa 17 let, to so astronomske razvojne razlike v tem obdobju. In potem v zgodnji adolescenci pa postopno začne prihajati vedno bolj v ospredje tudi spletno nasilje in pa to odnosno nasilje, se pravi bolj sofisticiran, latentne oblike nasilja, ki niso več tako otipljive, fizične, pa tudi težje jih je zaznati, In potem v pozni adolescenci, se pravi 15 do 18, je pa sploh prevladuje to odnosno nasilje, in če pa pride do fizičnega nasilja v tem obdobju, ponavadi tudi hujše posledice. Ni to nekaj, se malo zravsata, ampak zna biti že veliko hujš v tem smislu. Torej, pod črto na začetku so otroci med seboj bolj fizično nasilni, in potem
se spreminja to nasilje v odnosno in spletno in tako naprej. Ja, se pravi, tukaj se gre tudi tukaj to lahko razumemo iz večjih vidikov. Zakaj pride do takega nasilja? In sicer ena izmed najbolj prevladujočih teorij, zakaj sploh pride do medvrstniškega nasilja, je teorija socialne dominance oziroma socialnega statusa, da se ti in s tem proba pravzaprav ponazoriti, da s tem, kot družba temeljimo na nekih hierarhičnih ureditvi, statusih, in višji, ki se v hierarhiji, boljš ti je, in na ta način je ideja te teorije, da se nasilje izvaja z namenom, da bi vzpostavili ali pa se dokopali neke višje stopnje v hierarhiji. Tudi iz tega vidika potem se izpelje ven, da medvrstniško nasilje je kot posledica tega, ker se želi vzpostaviti nek status med sovrstniki v razredu, neko priljubljenost. Čeprav paradoksalno, pa raziskave kažejo, ima ta oseba, se pravi ta nasilnež, večjo moč, ampak njegova priljubljenost, se pravi likability, pa pada. Prav obratno razmerje. Torej, nasilnež v bistvu svoj cilj samo delno doseže. Moč ima, ampak ni pa priljubljen. Ja, moč ni vse, ampak zdaj tudi to, da predpostavka, da izhajamo iz te teorije, recimo socialnega statusa. Potem lahko izhajamo tudi iz teorije socialnega učenja. Se pravi, kaj se otrok, mladostnik nauči iz svoje okolice, na kakšen način komunicirajo starši, se pravi družinski člani, učitelji, učitelj z učiteljem, učitelj z učenci, učenci z učencem, mediji, filmi, igrice, risanke, spletni kanali. In da se pač nauči, da je to ok in da tako se to dela, tako se stvari služi, in potem še on se posluša te metode. Potem je tudi, določeni imajo željo po pripadnosti, vidijo tisti ta popularni, dražijo, pa upravljajo, pa ne vem kaj, bom pa še jaz, potem bom pa jaz tudi in. Ali pa eni imajo lahko občutek ogroženosti, drugi lahko to iz vidika maščevanja, tretji in pa enostavno primanjkuje nekih učinkovitih strategij, kako se tudi soočati s svojim frustracijam, s svojim stiskam, in je to neka taka eksternalizacija oziroma naven pokazana stiska in na ta način, po domač povedano, spustijo ventil. Tako da, zdaj, če pa želimo zares vedeti tudi, kaj so motivi, pa razumeti dobro, je tudi in tudi preprečiti predvsem, da bi se to ponovili, je pa vedno pomembno, da razumemo, kaj je tega otroka pripeljalo do tega. Ker nekdo ima lahko enak motiv, pa drugačni razlogi so pripeljali do iste točke. Ali pa mogoče dva otroka imata iste dejavnike, pa bo nekdo nasilnež, nekdo pa ne. Torej, zakaj nekdo postane nasilnež, nekdo pa ne, pa imata recimo isto predispozicijo? Zato, ker moramo vedno gledati na kombinacijo dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikov. Se pravi, dejavniki tveganja so dejavniki, ki povišajo tveganje, da bo nekdo postal nasilen. In kateri so to recimo najpogosteje? Delimo jih na, imaš več različnih klasifikacij, ampak za neko poenostavitev bom za namen tega podcasta uporabila tristopenjsko, se pravi individualni dejavniki tveganja, družinski dejavniki tveganja in pa socialni dejavniki tveganja. Individualni so recimo spol, kjer vemo, da so fantje veliko pogosteje žrtve nasilja, predvsem fizičnega nasilja. Starost, se pravi, v katerem razredu si v šoli oziroma letniku, to se veže na tisto, kar smo govorili, kako s starostjo tudi
upada stopnja bullyinga oziroma medvrstniškega nasilja. Etnična manjšina, se pravi, da si pripadnik etnične manjšine, drastično poveča tveganje, da bo žrtev nasilja strani etnične večine. Telesna konstitucija pri otrocih, recimo, če je nekdo velik, močan, pa imaš pa na drugi strani enega otroka, ki je pa bolj drobne postave, ali pa otroka, ki ima prekomerno telesno težo, ti so velike žrtve. Potem tudi stopnja neke samozavesti, ne samozavestni, taki bolj tihi, zaprti vase, bojo večkrat žrtve nasilja kot tisti ekstravertni, glasni, bolj samozavestni, ker oni bojo imeli tudi večji pogum, da se bojo uprli nasilnežu, ali pa je večja verjetnost, da bojo imeli dobro socialno mrežo, ki jih bo zaščitila. In potem je tudi priljubljenost v skupini. Če si nepriljubljen v skupini, si lažje žrtev, ponovno iz vidika, to, kar sem rekla, socialne mreže, a te bo nekdo zaščitil, a ne bo. Iz vidika družine je dejavnik tveganja potem slabi odnosi v družini, se pravi, da nimaš občutka opore, da nimaš občutek, da lahko poveš, kdo te bo zavaroval, vedno je odrasla oseba odgovorna za to, da prepreči nasilje med mladoletnimi, nasilje v družini, alkoholizem v družini, pomanjkanje starševskega nadzora. Tukaj je zelo veliko tudi vezano na ta spletno nasilje, pomanjkanje, da so lahko nekontrolirano na spletu in za žrtve in za nasilneže je dejavnik tveganja to, da je večji ta višja časovna prisotnost na ekranih oziroma porabe ekranov. Potem imamo pa še socialne dejavnike tveganja, to je pa se pravi neko čisto domače okolje oziroma soseska, v kateri živimo, je tam visoka stopnja kriminala, nizka, nekakšne te ulične tolpe, potem družbena omrežja, kot sem že omenila, so več kot si na ekranih, večja je verjetnost, da bo žrtev in potem so tudi s kakšne vrstnike imaš, recimo, če so tvoji vrstniki prosocialni oziroma antisocialni, v smislu vedenja, potem tudi ta pritisk vrstnikov, da sodeluješ ali pa uporaba alkohola, psihoaktivnih substanc. In potem so pa še šolski dejavniki, ki vplivajo, lahko oziroma predstavljajo dejavnike tveganja v tem kontekstu medvrstniškega nasilja, in to so sicer socialna oziroma neka ta šolska klima, neke značilnosti v razredu, odnos sošolcev do nasilja, ga sprejemajo, ga ne sprejemajo, in tudi kako učitelji reagirajo na to, kakšen odnos imajo učitelji z učenci. In potem in ti imaš te najrazličnejše dejavnike tveganja. In na drugi strani imaš pa zaščitne dejavnike. In zaščitni dejavniki so, če si predstavljate tako staromodno vago, na eni strani si dal moko, na drugi strani pa uteži, pa si vago. In podobno je tukaj z zaščitnimi dejavniki pa dejavniki tveganja. Če damo na eno stran vage dejavnike tveganja, pa na drugo stran zaščitne dejavnike, na katero stran se bo stvar prevesila. Tukaj je vedno vprašanje, katere dejavnike tveganja, koliko je nek dejavnik tveganja izrazit. Recimo, primer, vemo, da če je otrok žrtev nasilja doma, obstaja tveganje za delikventno vedenje. Zdaj, nasilje doma je širok pojem. Ali je to, da je mama mu dala 3 poriti, ker je ukradel 10 evrov iz denarnice, ali je pač doma žrtev nasilja v najhujši obliki. Se pravi, 3 poriti nikoli ne bodo imele take teže kot zares. Se pravi, moramo pogledati tudi posamezen
dejavnik tveganja, kakšno težo ima, in pa tudi zaščitni dejavnik. Ne. To, da si ti po naravi bolj odprte narave, bolj vesel, ne bo tako močen zaščiten dejavnik, kot če imaš ti močno osebnostno, psihološko rezilientnost oziroma odpornost. Ne? Da, se pravi, psihološka odpornost je to, da si ti ob negativnih posledicah lahko hitro bouncneš nazaj, se spet lepa moja slovenščina, se pravi, da lahko hitro prideš nazaj na ono stopnjo, kjer si bil, da ne ostaneš v tistih negativnih. Da te ne potre in za dlje časa. Ja. In vedno, ko imaš ti pol to na tehnici, tle vidimo pol te razlike. Ne? In tukaj, ko mi začnemo gledati, kaj so ti dejavniki tveganja in kaj so ti zaščitni dejavniki, potem lahko vemo, zakaj nekdo, ki ima podobne izkušnje, podobne predispozicije, rata nasilnež, drug pa ne. In na podlagi tega, ko imamo razdelan ene in druge dejavnike, potem tudi lažje vemo in načrtujemo naprej preventivne ukrepe in pa tudi, ko že pride do nasilja, do nekih intervencij, da lahko prilagodimo potem otroku, kaj rabi v tem smislu in nasilnežu in žrtvi. A sem si prav zapomnila, da so fantje pogosteje žrtve nasilja kot dekleta? A so fantje tudi pogosteje nasilneži kot dekleta? A je tukaj kakšna delitev po spolu? Zdaj, ja pa ne. Zdaj, odvisno v kakšnih vrstah govorimo ponovno. Ne? Se pravi, fantje so pogosteje žrtve fizičnega nasilja in tudi pogosteje izvajajo fizično nasilje kot dekleta, medtem ko dekleta, tako na splošno generalno gledano, izvajajo manj medvrstniškega nasilja, se pravi, so redke izvajalci nasilja, medtem ko pa če gledamo po spolih razlika, bojo one veliko pogosteje izvajale odnosno nasilje, to je socialno nasilje, izključevanje, opravljanje, širjenje lažnih govoric in podobno kot fantje. Tako da punce smo bolj latentne. Fantje z mišicami rešujejo, punce pa z jezikom. Tako. Prej ste omenili tudi, da je v bistvu večja verjetnost, da bo posameznik žrtev nasilja, če je pripadnik neke etnične manjšine. Pogosto pa se v bistvu nekako v družbi ravno obratno daje vtis, da so pripadniki etnične manjšine tisti, ki so nasilneži. A to drži? Ne, pač preprosto ne. En tak primer je recimo šolski primer je Združene države Amerike, kjer vidimo recimo zastopanost temnopoltih oziroma Afroameričanov v zaporih, tudi mladoletnih, v primerjavi z belopoltimi Američani. Ampak to dejansko nima nobene veze z dejansko stopnjo kriminalitete, ampak so razne pristranskosti in iz vidika policije in iz vidika potem porote in sodnikov. In to so mega zaloge raziskav, ki dokazujejo, kako te etnični biasi oziroma etnične neke predsodki, hvala, sem iskala besedo, da nam spet moje lepe slovenščine uporabljala, kako vplivajo dejansko na obravnavo teh manjšin etničnih in tudi pri nas je to slika. Kaj pa nasilneži, ki so tudi sami žrtve medvrstniškega nasilja? Kako pogosto je to? To je precej redkeje, tam okoli 7% recimo, se pravi 7% teh, ki so žrtve, da so tudi buliji potem oziroma nasilneži. In oni
so pogosteje tudi sami žrtve več različnih oblik nasilja, se pravi, ne samo fizičnega ali pa samo nekega zbadanja, verbalnega, ampak tudi, ne vem, odnosnega in pa spletnega nasilja. Pri njih je tudi običajno oziroma bolj pogosto to, da imajo težave z uravnavanjem oziroma regulacijo lastnih čustev. In da potem hkrati nekako nase, jaz sem slab, jaz sem grozen, in potem ta jeza na zunanji svet in potem to izbruhne ven. In tudi pogosteje recimo pripisuje neko zlonamernost drugim, pogosteje tudi krivijo druge za svojo bolečino, za svojo nesrečo, za stvari, ki grejo narobe, veliko ruminirajo, se pravi veliko razmišljajo o stvarih in se zaciklajo imajo tudi večkrat slabšo socialno mrežo ali pa so izločeni iz skupine oziroma iz zavrnjeni strani vrstnikov in tudi v primerjavi s tistimi, ki so samo nasilneži, imajo ti, ki so nasilneži in žrtve, višjo stopnjo tveganja za depresijo in anksioznost, kot tudi za samomorilne misli. Kakšne posledice pa lahko pušča medvrstniško nasilje, od fizičnega, odnosnega, spletnega, vse vrste nasilja, na življenje posameznika? Tudi v nadaljnjem življenju, ne samo akutno takrat, ko je v šoli, ampak kakšne so te dolgoročne posledice? Zdaj, če gledamo čist takoj po nasilju, neke te kratkoročno obdobje. Obdobje, hvala. Se bo to kazalo predvsem v tem, da bo otroku ne bo želel v šolo, se pravi neko izogibanje šole, špricanje, lahko se kaže kot nenaden upad v učnem uspehu, težave s spanjem pri mlajših otrocih, se pravi tam 6-7 let, lahko pride tudi do ponovnega močenja postelje po noči, lahko pride do tudi somatizacije, se pravi, da se ta stiska izrazi kot fizični simptomi, recimo glavoboli, bolečine v trebuhu, bolečine v mišicah, pri tem, da pač zdravniki, pediatri ne odkrijo nobenega tako fizičnega vzroka. Dlje kot pa to traja, seveda hujše so pa te posledice lahko in to lahko vodi do socialne izolacije, občutka osamljenosti, slabe samopodobe, slabe samozavesti, do znižanega razpoloženja, pa vse do ekstremnih primerov, kot so anksioznost, depresija, samomorilne misli. In tudi na dolgi rok to lahko vpliva tudi na zmožnost dokončanja šole, vpis potem naprej na fakse, na zaposljivost, težave z brezposelnostjo, tudi kronične telesne težave, tako naprej. Kako pa nasilje vpliva na tistega, ki ga izvaja? To je pa odvisno. Tukaj si pa treba vprašati za začetek, kaj je bil motiv zadaj. A je bil to nekaj, kar on vidi za doseganje svojega cilja, v smislu statusa, neke veljave moči, bo to videl kot jaz sem frajer, jaz sem kul. Predvsem, če bojo opazovalci, se pravi drugi učenci, ki so priča temu, tega ne bojo ustavili, se pravi bojo neodzivni in mu bojo s tem nekako dali zeleno luč, ok je, da to delaš. Če je pa motiv neko maščevanje, to ni nekaj, s čimer bi si ti nujno krepil samozavest ali pa samopodobo. To je vprašanje, ki je zelo individualno in povezano tako z dejavniki tveganja, kot z motivi, kot s posameznikom samim.
značilno za medvrstniško nasilje, kar smo že prej govorili, ne, pa je to, da se dogaja vsem na očeh. Ni skrito pred vrstniki, vrstniki vejo, vidijo, ampak so zelo pogosto tihi opazovalci. Kakšna je njihova vloga pri tem? A s tem, ko so tihi opazovalci, spodbujajo tako nasilje? In zakaj ostanejo tihi? Ne moramo, spodbujajo, zdaj to se tako sliši, kot ne, da bi pumpal enega, daj. Ja, ni v tem smislu. Ne preprečujejo s tem, ni aktivnosti. Tako, s to svojo pasivnostjo pa kot sem omenila, na nek način dajo zeleno luč nasilnežu. Je to, kar počneš, pač noben te na ustavo nekako, tudi če ne odobravamo ali pa ne, še vedno ne bomo nič naredili, da bi te ustavili. Zdaj, razlogov za to je več. Zakaj ne ustavijo? Ena izmed teh je čisti pač strah pred tem, da bi sami postali žrtev nasilja, ne? Če se jo postavili za enega sploh, če to ni nekdo, ki je najbolj priljubljen v razredu, s tem nekako grozijo tudi svoj položaj potem v sami skupini. V tem obdobju je pripadnost skupini zelo pomembna, ne? In s tem, ko bi se potencialno izpostavili, bi lahko tvegali svoj položaj in se velikokrat zaradi tega tudi ne želijo tako izpostaviti, ne? Ker tudi, ko smo v skupini, pride do tako imenovanega učinka opazovalca, se pravi ta neka porazdelitev odgovornosti, ne? Se bo drug rekel, ali pa se tudi bi lahko ustavil, pa ni, recimo, ali pa se mogoče pa ni tako resno, ne? Če tudi drugi nič ne reče in pa se s tem kar nekako relativizira. In nekako tudi normalizira postopno, ne? In potem otrok lahko pride nekako tudi v nasprotje s tem, kaj on vidi, ne? Se pravi opazovanje nasilja, in s tem, kaj on meni. Ker veliko teh opazovalcev ni tistih, ki bi aktivno spodbujali, ne? Večina jih bo običajno ne odobravala to vrstno vedenje, ampak ne bojo zaradi razlogov, kot so na primer že našteti, pasivno opazovali stvar in potem bojo prišli nekako v konflikt sami s sabo, ne? Se pravi, mi temu rečemo kognitivno disonance, se pravi nasprotje s tem, kako se vedemo, pa kaj dejansko, kakšne so mislimo, kakšne so naše stališča, vrednote. In kar pride do tega je, da začnemo iskati opravičila, ta racionalizacija, kot ste rekla, zakaj je pa ali pa kaj pravzaprav pa upravič, da se je to zgodilo, ali je to, da ni to resno, ali da ne, se odgovornost porazdeli na druge. In temu rečem tudi neka moralna nezavzetost, ne? In to je pri mladoletnikih kar pogosta strategija, mislim pa ne samo pri mladoletnikih, tudi pri odraslih koncev, ne? Strategija, s katero nekako upravičujemo te situacije in sebe pravzaprav zaščitimo pred tem, da občutili nek občutek sramu ali pa neke odgovornosti, nekega samokritiziranja. Pa se v bistvu, ne vem, zakaj tukaj govorimo samo o mladih, tako vedenje imamo tudi odrasli. Koliko jih pa tisti, ki slišajo recimo primere družinskega nasilja pri sosedih, koliko jih pokliče policijo, ne? Se pod narekovaji brigajo za sebe, ne? In v bistvu mladi verjetno samo na tak način kopirajo naše vedenje. Se pravi, to je lahko en del je ta socialno učenje, kot sem na začetku omenila. Se pravi, da to, kar so naučeni iz nekega svojega primarnega okolja in širšega družbenega okolja. Druga stvar je pa pač, da odrasli in otroci se v tem smislu kaj dosti ne razlikujemo, pa da ne bo kdo narobe razumel. Razvojno smo odrasli tisti, ki smo odgovorni za to in imamo
iz razvojnega vidika, iz vidika kapacitet, višjo sposobnost seveda to preprečiti, ustaviti, presoditi, najti vire, načine, ne, kot neka mladoletna oseba, ampak tako mentalni procesi v smislu kognitivne disonance in pa moralne nezavzetosti, neko to upravičevanje je pa mehanizem, ki ostaja. Kakšno vlogo pa imajo šola, učitelji in seveda tudi starši pri tem, da ne pride do medvrstniškega nasilja, ne? Koliko lahko oni vplivajo in na kakšen način, da do tega nasilja ne prihaja? Iz vidika šole mogoče to področje ne bi kaj dosti posegla, ker se mi zdi, da imamo zelo super materijale že pripravljene strani drugih strokovnjakov. Recimo zdaj je glih izšel priročnik za načrtovanje in krepitve vključujoče razredne in šolske klime ter preprečevanje in odzivanja na medvrstniško nasilje v osnovnih šolah, kar je izdala Univerza v Mariboru, oddelek za psihologijo na Filozofski fakulteti. Obstajajo pa tudi protokoli ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih od Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Tako da tukaj je zelo pokrito. Mogoče pa samo na hitro, kaj lahko se naredi, ko pač da ne pride do nasilja in kaj narediti, ko pride do nasilja. Ključna stvar v šoli je predvsem ta mikrodružba znotraj razreda, se pravi ta mikroklima, razredna klima in pa tudi potem makroklima v smislu šole kot celote, kakšno klima je, torej, kakšno je odzivanje na nasilje, a so posledice, a niso. Če bom jaz videla mojega sošolca, ki bo 5krat tepen, pa bomo vsi prijavili, pa se nič ne bo spremenil. Ja, zakaj bi pol prijavil, ker s tem sam tvegam, da bom jaz postal žrtev, mojemu sošolcu nisem uspel pomagati, pa še potencialno me je videl kot nekoga, ki špeca. In potem je tudi nekaj pomembno na učiteljih, to je ta priročnik za Univerzo v Mariboru, ki je zelo fajn, ga priporočam za branje. Tudi staršem zelo lepo, kako naj se odzivajo učitelji, kako razviti odnose v razredih, kako to klimo vzpostaviti, katere socialno-čustvene kompetence krepiti pri otrocih, in pa tudi vloga socialne službe oziroma svetovalne službe, v šolah. Kakšno vlogo imajo pa pol tukaj starši, da preprečujejo v bistvu medvrstniško nasilje skozi svojega otroka? Na kakšen način pristopiti do otroka? Zdaj, ena stvar je to, da je starš vključen sploh v te šolske aktivnosti, da sploh ve, kaj se dogaja. Ker če ne veš, kaj se dogaja, ne moreš niti ukrepati. To je predpogoj. Druga stvar je, pogovarjajte se z otrokom, prisluhnite mu, se pravi, da si pozoren na svojega otroka, kaj se z njim dogaja, a so kakšne, spremembe, recimo v vedenju, drastične spremembe sploh, takrat običajno lahko, takrat je fajn, da se pogovorimo s svojim otrokom, ker neke take spremembe, ki čez noč ne pridejo, običajno niso glih znak nečesa dobrega. Edin, če nav čez noč dobo dobrih ocen, to se nam noben trega, ampak običajno gre v drugo smer. Tukaj je tudi, če otrok zaupa, da je žrtev nasilja, je tukaj pomembno, da starš posluša, ne prgana, tega razkritja, pa se proba dobiti čim več informacij, ampak da otroku ta čas do svojemu tempu to pove. In pa, kar je ključno, ne podaja nekih vrednostnih sodb v smislu zmanjševanja stiske, ali pa se to pa ni tako hudo, se to smo pa vsi šli čez kaj takega.
to kot prvo bo poglobilo stisko vašega otroka in kot drugo ga bo odvrnilo od tega, da bi ponovno zaupal. Ja, se pravi, izgubite nek način tudi zaupanje otroka, plus date mu videti na nek način, nisi dovolj močen, nisi dovolj dober, ne. Pač ti si kot na nek način, zdaj tudi tle problem, čeprav vsi vemo, da je vedno problem na nasilnežu, v smislu nenasilno vedenje, je odgovornost tistega, ki ga izvaja. In je tudi to pomembno, ne, da se potem otroku pove, da ni on kriv za to, kar se mu je zgodilo, edin če pač je kriv, ne, pa je šlo za neko samoobrambo. To je zdaj svoja zgodba, ampak če govorimo o neki ti klasični viktimizaciji, pa je, da ni on kriv in potem je tudi na starših, ne, da se pogovorijo šolo, obvestijo učitelje, ker ni nujno, ne, da je otrok to povedal v šoli, ker ga je lahko strah ali pa kakorkoli, ali pa tudi te učenci so lahko to dobro prekrili, zakrili, skrili pred učitelji. Šola pa mora potem reagirati. Ja, seveda, pač to je pa, mislim, no-brainer, lepo slovensko rečeno. Ampak ne, na šoli je pa tudi, da zdaj kako reagira. Zdaj ni point, da ni bistvo, da bo šla z najhujšimi kaznovalnimi ukrepi samo zato, ne, to je tisto uč za uč in cel svet bo slep. Ampak da ugotovi, kaj točno se je dogajalo, kaj je bil tudi na koncu motiv tega, ne, učenca, ker smo rekli, obstajajo različne vidiki in različni razlogi, različni motivi, za sabo potegnejo tudi različne strategije, intervencije, ki bojo pomagale. Ne moreš ti vsem dati isto. To je tako, kar da bi vsem, ki bi imeli recimo bakterijsko okužbo, da vsem isti antibiotik. Pa vemo, da en bo deloval za tist, en bo deloval za tret, en bo deloval za četrt. Isto je pri temu, isti princip. No. Tako. Predvsem je pa potem tudi fajn, da starši svoje otroke učijo na splošno, ne govorim zdaj, empatije, prijaznosti, sočutnosti. Na Danskem recimo imajo en program, ko že v vrtcih začnejo učiti otroke empatije. Ne. Prav, kako bi si pa ti počutil, da si ti predstavljal, kako bi bilo. In tudi, se pravi, ta krepitev socialno-čustvenih kompetenc, veščin otrok, in to je tudi nekaj, kar je dobra preventiva, ne, pred nasilnim vedenjem in pa tudi večja verjetnost, da se bo poseglo, ne, oziroma ustavilo nasilneža, ker recimo raziskave kažejo, da otroci, ki imajo višjo stopnjo izraženosti empatije, je večja verjetnost, da bojo ustavili neko nasilno vedenje drugih. Že prej sva se malo dotaknili tega vprašanja. Se strinjate, da smo pri vprašanju nasilja odrasli malo hinavski? Ja, mislim, to je moje osebno mnenje, da ja, predvsem iz tega vidika, ne, če pogledamo recimo, kakšne videoigrice pustimo potem otrokom igrati, kakšne filme gledajo, kakšne serije gledajo, ne, pa streljanje, pa pretepanje, pa boksanje, pa mislim, to res nasilne vsebine, ki se predvajajo. Hkrati pa tudi ne moramo vedeti, kako mi svojim vedenjem, svojim interakcijam, ne, z drugimi ljudmi v svojem okolju, kaj mi z otrokom s tem sporočamo. Ker sploh, kad so otroci mlajši, ne, oni se od nas učijo, oni nas posnemajo, kako se mi vedemo. In zdaj, če bo otrok gledal svojo mamo, ki bo z neko strpnostjo in prijaznostjo že 10-tič razložila eno in isto stvar, je večja verjetnost, da bo tudi on tako, kot če bo, ne vem, mama upila in ga kaznovala zaradi tega, ker stvar že v 5. razlaga, recimo. Ne, se pravi, je tudi na nas, kako se mi vedemo, odgovornost, ker smo tudi na koncu mi tisti, se pravi, odrasli so tisti, smo tisti,
tudi jaz odrasla, da preprečimo nasilje, ko pride do tega. Dejansko mi lahko presekamo to, kar smo se mogoče tudi mi napačno učili od svojih staršev. Ja, oziroma tele vzorce, ki smo jih prevzemali od svojih staršev. Pa ne sem starša, tudi okolice. Ne moramo se ga dotakniti starše. Niso samo starši krivi. Niso samo starši krivi. Enkrat smo polnoletni, smo sami krivi. Kaj naredimo s temi vzorci. Ampak tudi ne širše, medijski diskurs, družbeni diskurs, nasplošno, kako poteka ta napadanje, kreganje, s prstom kazanje, namesto da bi iskali neko razumevanje, sočustvovanje, empatijo in konstruktivno, prosocialno reševanje problemov. A se lahko medvrstniško nasilje zgodi komorkoli? Ja, ni pravila. Ker, kot sem rekla, različni motivi. Lahko rečeš, ok, jaz sem priljubljen, jaz pa ne bom žrtev, ker imam močno socialno mrežo, veliko prijateljev, ki mi bojo zaščitili, ampak mogoče pa glih zato, ker si popularen in nekdo želi prevzeti tvoje mesto, lahko postaneš žrtev. Tako da nažalost ni zares pravila. Prej ste omenili, na kaj je treba biti pozoren, če sumimo, mislim, da bi lahko čim hitreje opazili, da je naš otrok žrtev nasilja. Kaj pa potem, recimo, če ugotovimo, da je naš otrok žrtev nasilja, žrtev medvrstniškega nasilja, kako potem ukrepamo oziroma kaj sledi, da zminimaliziramo te posledice nasilja? Prva stvar, se pravi, ko je naš otrok žrtev nasilja, prva stvar je to, kot smo omenila, se pravi, izrazimo empatijo, izrazimo sočustvovanje, izrazimo tudi hvaležnost za izkazano zaupanje, da je to povedal. In potem se pravi prijava tudi šoli, se pravi, da se v šoli to razčisti, da se ve, kaj se dogaja. Zdaj tukaj načeloma se odsvetuje konfrontacija žrtev nasilnež, predvsem iz tega vidika, ker ta žrtev lahko se ob nasilnežu ne upa povedati svoje plati in potem nekako pride v ospredje oziroma prevlada plat nasilneža in s tem se še dodatno potem ta neka nemoč ukrepi. Potem je pa tudi pomembno, da otroku zagotovimo podporo in pomoč. Zdaj odvisno, koliko časa, koliko intenzivno in kako se otrok počuti. Če je to enkraten incident, ne vem, ga je nekdo porinil, padel po tleh, pa je otrok prišel povedal, bo čist druga razsežnost posledic, kot če je vsak dan so ga tako porinali na tla, vsak odmor. Tako da to in pa po potrebi se tudi potem poišče lahko pomoč v centrih za duševno zdravje. Zdaj seveda ponavljam, odvisno od posledic, od intenzivnosti, od otroka do otroka. Ampak v vsakem primeru je pa pomembno, da se otroku ponudi različne vire pomoči in tudi bolj, da se gre preventivno pogovoriti recimo z strokovno delavko na šoli, na svetovalni delavki na šoli, ki so psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, ki imajo te kompetence, da tudi prepoznajo, ali pa tudi pogovor konec koncev s pediatrom, ki bo lahko prepoznal, ali je to nekaj, kar terja prav obravnavo, recimo pri specialistov iz področja duševnega zdravja, torej pedopsihiatri, klinični psihologi, ali so neki razbremenilni pogovori dovolj.
Kako pa naprej z nasilneži? Ja, tako kot sem že omenila, se pravi, zdaj pomembno je kot prvo, da prilagodimo, da najprej vemo sploh, kaj je bil motiv, vzgib, razlog za njihovo nasilno vedenje. Se pravi, je bila za to neka pozornost, je bila to nadvlada, je bila to neka ventil za prepucati frustracije in lastne stiske, je bilo to maščevanje, je bilo to iskanje statusa. In potem moramo prilagoditi mi intervencijo oziroma posledice glede, se pravi, na te neke dejavnike tveganja, ki so pripeljali do tega. Torej naslavljati moramo tiste dejavnike tveganja. Se pravi, da ti pogledaš, kaj je tisto, kar je pripeljalo do tega, kaj je tisto, kar otrok rabi in kako se tudi otrok odziva na stvari, ne? Ker vsak otrok se ne bo isto odzval. In ponovno, če dam primer antibiotikov, ki so pač pri enemu bojo prijeli, pri drugemu ne. Zato imamo pa več vrst antibiotikov, recimo, ne. In boš ti, ne, se pravi, temu rečemo mi v forenzični psihologiji RNR model, RNR model, Risk Need Responsivity model. Se pravi, model, da ti prilagodiš glede na stopnjo tveganja, glede na potrebe in odzivnost otroka intervencije. Sicer to velja zdaj za te delikvente, se pravi, to velja za otroke, ki so zagrešili kaznivo dejanje, to je pač čist špička spektra tega. Vrh glede na gor, ne? Vrh od vrha. Ampak ta princip, ta osnovna ideja, da pa ti prilagodiš glede na potrebe, glede na dejavnike tveganja in glede na to, kako se otrok odziva, pa ostaja. In se tudi izkazal za enega najbolj učinkovitih modelov, tako pri odraslih kot mladoletnih prestopnikih. In se je razvil pač tako kot zanimivost, kot odziv na to, ko so v 80-ih in 90-ih v Združenih državah Amerike zelo zaostrili te kazenske sankcije, sploh za mladoletnike, ne? Se pravi, da so jih kazensko preganjali kot odrasle osebe in podobno. In so to razvili zato, ker so ugotovili, da pravzaprav to, da ti imaš strožjo kazen, ne vpliva na povratništvo, ne vpliva na rehabilitacijo, ne dolgoročno, ne zmanjšuje stopnje kriminalitete v družbi, kvečem jo povečuje. Lahko pride do tako imenovanega, lepo slovensko, delinquency training, se pravi učenja delikventnega vedenja v zaporih, sploh če daš mladoletno osebo v odrasli zapor, ne samo, da pač je to že iz vidika človekovih pravic, otrokovih pravic problematično, grozen rizik za traumatiziranje otroka in tako naprej, ampak bistvo je, da ne deluje. In ta pristop, se pravi po RNR modelu, je pa tisti, ki se je izkazal za enega najboljših in je tudi globalno gledano glavni pristop. In zdaj, ko sem tako lepo odplavala, da se vrnem nazaj. Je pa zanimivo, da ste to omenili tudi iz tega razloga, ker so tudi v Sloveniji trenutno je ena zakonodajna pobuda, da bi znižali to starostno mejo. Ampak da se vrneva nazaj. Če mi razumemo ta del, zdaj, se pravi motivi, vzroki, kaj otrok rabi, kaj mu manjka, potem tudi lažje mi dolgoročno rešujemo to. Zdaj, tukaj je na eni strani vloga šole, staršev in potem po potrebi tudi drugih služb. Zdaj, pri šoli je predvsem to, da razumejo razloge in okoliščine, vse, da je do tega prišlo, da tega otroka kot prvo opomnejo, kaj so pravila in kakšne so šolske norme in da to vedenje pač nesprejemljivo, da se jasno izrazi empatijo do žrtve, da se jasno pove tudi, da je to odgovornost nasilneža, ne žrtve.
zdaj ne vem, če je bilo to maščevanje, ja, ok, je bil maščevanje, ampak to bi lahko naredil tudi na drug konstruktiven način, ne z nasilnim vedenjem. Ne. Se pravi, da potem, da se tudi ta kazen v narekovajih, ki se implementira, da je taka, da se tudi otrok iz tega nekaj nauči, se pravi, ne, tudi ta RNR model, need responsivity, se pravi, potrebe, pa kako se odzivati, se pravi, da otrok nekaj ima od tega, ker reč, ne spet pridemo od tega, za učenci v svet je slep. In ena izmed takih stvari, ki je zelo dobra pri tem, je recimo krepitev socialno-čustvenega učenja, in to je tudi ta program To sem jaz, ki je na NIJZ že več kot 20 let, izdal priročnik ravno s tem vajami, ki krepi te veščine, in je brezplačen in je na spletu in tudi večina šol je to dobila. Potem imamo pa na drugi strani tudi vlogo staršev. Tukaj ne smemo pozabiti, da ni sam nekla vloga šole, da bo zagotovila primerno klimo v šoli, razredu, ne odnos učitelj-dijaki oziroma učenci, ampak je tudi na starših. Ne, se pravi, tukaj se zdaj vrnemo tudi iz tega vidika, ne, da so vključeni v to, kaj se z njihovim otrokom dogaja, kaj se v šoli dogaja, da otrokovo nasilno vedenje ne minimalizirajo, ne zmanjšujejo, ampak hkrati je pa pomembno, da če pride do poročanja nasilnega vedenja otroka, da prisluhnejo svojemu otroku, zakaj je to naredil. Ne zato, ker bi s tem izražali odobravanje nasilja, ampak zato, da lahko razumejo, ne, spet, kaj je vzrok, zato, da lahko nasloviš, ne, in da mu potem tudi jasno poveš, zakaj to ni bilo ok in kako se k tej stvari pristopa. Se pravi, da se tudi otroka spodbuja k temu, da sprejema odgovornost za lastno vedenje. Ena najslabših stvari, ki se lahko naredi, je to, da se otroka ne nauči sprejemati odgovornost za svoje vedenje. In da se ga potem, ne, ko pride do nekih sprememb, da se ga pohvali, ko pride do prosocialnega vedenja, da se v njemu spodbuja in pomaga krepiti, ne, te socialno-čustvene veščine, se pravi tudi ta empatija, prijaznost, na kakšen način vzpostavljati in ohranjati kakovostne medosebne odnose, in pa tudi, ne, na koncu dneva nadzor. Pač meje, kot ste že sama tudi rekla, so ena izmed ključnih vidikov zdrave meje, ne, se pravi, ne zdaj tiste neke avtoritarne, agresivne meje, pa ne permisivne, tudi bože ne daj, ker zanimivost, primerjali so psihološke posledice otrok, ki so bili zanemarjeni, se pravi neglected, torej odsotnost staršev. Mislim, tako zanemarjeni najhujši v obliki že zlorabe otrok, ne, ta zanemarjanje. In pa otroci, ki so odraščali v družini z absolutno permisivno vzgojo. Se pravi, moj otrok je popoln, moj otrok ne naredi nič narobe. In vse mu je dovoljeno. In vse mu je dovoljeno in nikoli ni nič kriv. In so primerjali psihološke posledice v odrasli dobi in so ugotovili, da imajo psihološki outcome, se pravi psihološke posledice, da so identične. Ker je pri obeh so odsotne meje. Ne, tisti otrok, ki je bil zanemarjen, itak nobenega ni brigal zanj, kaj se z njim dogaja, ali pa na drugi strani moj otrok je popoln, ampak skupni imenovalec je pa odsotnost meje in ta meje so pomembne za zdrav otroški razvoj. In meje naj se jih držijo tudi starši. Ne, da jih samo postavijo, potem pa mižijo, ja, ko jih je treba uresničevati. In za mene se to se povrneva spet na začetek, socialno učenje in vodenje z zgledom. Ni pa vedno to preprosto. Moram iz lastnih izkušenj povedati, da ni vedno to preprosto biti zelo dosleden pri vzgoji. Ko smo že pri mejah, dajva se še osredotočiti na to, kje so pa meje pri tem,
Kje se pravica do izobraževanja posameznika, v tem primeru se nanašamo na nasilneža, konča v primerjavi glede na pravico do varnosti v šoli? Ker tudi tukaj bi recimo eni zelo hitro rekli posledica nasilja izključitev. Jaz popolnoma razumem starše, katerih prvi instinkt je, še posebej, če je njihov otrok žrtev nasilja, da želijo izključitev tistega nasilneža oziroma otroka, ki je izvedel nasilje mladostnika, kakorkoli. Bi pa tukaj opozorila na naslednje. Običajno to nasilje kot tako, s tem, ko otroka izključimo iz učnega procesa, še povečamo tveganje, da se bo ta cikel sam še bolj poglobil. In potem to tudi kasneje v odrasli dobi vpliva na zaposljivost in lahko zelo hitro na ta način začnemo negativno spiralo in pravzaprav nekako vzgojimo, lahko, ni nujno, ampak lahko vzgojimo delikventa, svojo družbeno reakcijo na to nasilno vedenje. Alternativna pot temu je, zdaj sicer ponovno odvisno, kakšna oblika nasilja, koliko pogosta, koliko žrtev, koliko časa, koliko intenzivna, ni enoznačnega odgovora, seveda, ampak alternativna pot pa je, da gremo po principu RNR modela, se pravi, pogledamo, zakaj se je to zgodilo, kaj je do tega pripeljalo, kako je do tega pripeljalo, kaj ta otrok rab, in se potem vprašamo, ali mu to lahko ponudimo in kaj bi za to rabil. Ker tudi vemo, da če bomo mi te otroke samo izključili iz izobraževalnega programa, jih namestili v neke vzgojne zavode ali še hujše prevzgojni zavod, mi s tem povečamo verjetnost za, če ne drugega, tudi stisko tega otroka. Zdaj, ponovno, odvisno od primera do primera, ampak po principu proporcionalnosti, uporabe čim manjše sile, velja to tudi, kako mi obravnavamo tega otroka, ki izvaja nasilje. Se pravi, probamo najprej, če se le da, se pravi, če ni to ekstremen primer, ki ogroža življenje drugih otrok, lahko ima spremljevalca, lahko ima odločbe, lahko ima redno srečanje, lahko se ga vključi v terapevtsko obravnavo. Obstajajo mehanizmi in vzvodi, preden tako zelo posežemo v njegovo pravico do izobraževanja in tudi konec koncev, da ga nekako socialno izključimo tega otroka. Hvala za ta pogovor. Upam, da naj bo slišalo predvsem čim več staršev, pa tudi učiteljev in ravnateljev, pa tudi drugih, v bistvu, ki igrajo pomembno vlogo v življenju vsakega otroka. Hvala za pogovor in do naslednjič. Hvala tudi vam.